Ime tedna. Na Valu 202. Ime tedna je Ervin Hladnik-Milharčič, Dnevnikov novinar in kolumnist, ki z vrhunskimi reportažami in kolumnami postavlja najvišje standarde slovenskega novinarstva. Ervin, dober dan želim. Dober dan tudi, ti to zveni super. Najprej eno vprašanje, vem, da ste na poti, morda zlova na kakšno novo novinarsko zgodbo? Ne, veliko huje, na dopustu sem. To pa je res. Sem imel neko virozo, me je lovila, potem sem jo ubil z lekadoli in potem sem šel pohajati. Zdaj, viroza je bila tudi razlog, da vas na petkovi razglasitvi, podelitvi nagrad čuvaja, namreč za življenjsko delo so vam podelili pri Društvu novinarjev Slovenije, ni bilo, zato bi rad, a lahko še z našimi poslušalci delite to sporočilo, ki ste ga prenesli novinarkam in novinarjem, ki smo bili na podelitvi, namreč to svoje življenjsko vodilo, da je bolje biti novinar kot delati, a lahko to malo razdelate. Z velikim veseljem, da jaz živim od paradoksov. In to, da so dali meni za življenjsko delo nagrado, to me je zelo razveselilo. Jaz imam tako, edini komplimenti, ki jih človek z veseljem sprejme, so od kolegov, novinarjev. Ampak jaz novinarstvo nikoli nisem razumel kot delo. Jaz sem se formiral na Radio Študent, na Mladini, včasih, ko so bili alternativni mediji, moderni, in je bilo to, kako sem razumel novinarstvo, približno tako, kako so ga razumeli te, ki so delali bende rock and roll, nekaj, kar delaš s strastjo, navdušenjem in veseljem in vsekakor nimaš po nobenega namena, da bi ob tem trpel. In to, kar je meni uspelo, hvala vsemogočnemu, držal roko nad mano, jaz nisem trpel pred tem, kar sem delal, nikoli ne trpim zdaj. In vsakmu katarnajo, težko je biti novinar, pravim, ja, absolutno res se strinjam s tabo, ampak če ti to ni všeč, pa delati. Boš videl, kako izgleda to. To je obrekel moje sporočilo, namreč. Zakaj sem pa to rekel? Veš, jaz sem družbeno odgovoren človek. Zdaj se veliko institucij, pa posameznikov trudi, da bi iz novinarstva kot življenjskega stila in to, čemu rečejo Angleži public service, to je servis državljanov. Meni so enkrat gasilci, sem zaklenil kolo tako, da ga nisem mogel več odkleniti, pa tudi prežagati, nisem mogel ključavnice, sem poklical gasilce in so prišli oni z 2 avtomobiloma in so oni prežagali ključavnice. In potem sem jaz rekel, koliko sem dolžen in so rekli, to je servis državljanov. Čau, hvala. Tako jaz razumem novinarstvo. To je nekaj, kar omogoča družbi, da komunicira sama s sabo. To je ta funkcija medijev. Dokaj ne mi dva počneva, v resnici je to. To je skozi 202, to je eden od kanalov, skozi katere družba komunicira sama s sabo in to ni tako zelo težko delo, kot tudi ti sam upam dobro veš. Ja, Ervin, tule z mano je še Nejc, ki vam bo postavil novo vprašanje o desetletjih v novinarstvu in iz tega izpeljal, morda tudi na podlagi tega, kar smo zdaj slišali, namreč a so zdaj, ali so bili, ali so vedno zlati časi za novinarstvo? Ja, vprašanje torej, Ervin, bi bilo zdaj iz vašega odgovora, seveda bi slutil, da ni nekih bistvenih odstopanj v posamičnih obdobjih, kar se novinarskega dela tiče, vsaj z vaše perspektive, ampak vendarle nekaj stvari ste kar doživeli že v življenju, bili marsikje tudi novinarsko, a so bili kdaj časi, ki bi jim lahko denimo rekli zlati časi novinarstva? Zdaj so absolutno, ne vem, to je premalo. Če ti vzameš to, da je Donald Trump predsednik Amerike, da je Vladimir Putin predsednik Rusije in da sta ta dva prijatelja in da poskušata prisiliti Ukrajino k kapitulaciji, medtem ko Evropska unija vije roke v nebo, kaj ne naredimo, to je čas za žurnalizem. Ni boljšega časa za novinarstvo, kot je to. Novinarstvo je živahno v kriznih časih. Krizni časi pa so časi sprememb. Jasno, da vsi ti bojo rekli, da wow, koliko je bilo super biti novinar v 80-ih letih.
Ja, zakaj? Tukaj pač se radikalno postavljal na glavo. Ne? Razumeti, kaj se dogaja, je bilo zabavno. No, tam si imel možnosti delati vse mogoče napake, koliko jih imaš zdaj. Ne? Zdaj se tudi svet postavlja na glavo. A zdaj je moderno citirati Gramscija. A veš, ko stari svet še ni umrl, nov pa še ni nastopil, takrat nastopi čas pošasti. Ni sicer čisto, on je rekel nekaj drugega, sicer, ampak je vseeno. Ampak je to dober stavek. Ja, zdaj žurnalisti se ukvarjamo s pošastmi. Mi gremo zmeraj vprašati najbolj hudobne, kaj oni mislijo o svetu. Torej, če je vojna, greš vprašati vojake, ne greš vprašati mirovnike. Mirovniki bojo še sami povedali, pa jih boš citiral, ampak zares te zanimajo to najbolj hudobni. Mislim, ko se pokloniš žrtvam, ampak te zanimajo storilci. Poglej kroniko, a veš, tam se žrtvami v resnici bolj malo ljudi ukvarjajo se zločinci. Tako je, mislim, da te, ki so aktivni deli družbe, so zmeraj kontradiktorni, hudobni. Ervin, dve imeni ste omenili, ampak če si za trenutek zamislimo, da ni nekih stvarnih omejitev, da imamo dostop, da bi bili na voljo različni sogovorniki, koga od svetovnih nosilcev moči bi si želeli v tem trenutku intervjuvati? Mene nosilci moči ne zanimajo tako zelo. Vse tako moraš že iti vprašati predsednike držav, pa generale, pa to, kaj si mislijo, pa kaj delajo. Težava je v tem, da oni imajo službe za stike z javnostjo, ki jim pripravijo odgovore. In potem zgleda tako, da se novinari delajo, da postavljajo vprašanja, sogovorniki pa se delajo, da odgovarjajo, ker je večina političnih intervjujev tako teče. Mene bistveno bolj zanimivo mi je iti se pogovarjati z ljudmi, ki si ne morejo pomagati, ki si ne znajo pomagati. Kot jaz sem bil v Kijevu, ko se je začela vojna, ko so začeli bombardirati mesta, in sem razmišljal, kaj ne grem pogledati. In sem gotovo, da milijon avtomobilov gre ven iz Kijeva proti zahodu, pa se nekomu šel to pojevo, ni šel vprašati, zakaj vi bežite. Tako da jaz bi šel tako z velikim veseljem, bi šel po periferiji Evrope, zdaj bi se tako bi šel od Baltika dol do Istanbula, vpraševati ljudi, ki živijo na meji Evrope, v teh obmejnih državah, prav na periferiji, kakšna je njihova ideja, kaj je njihov prispevek razvoju evropske ideje. In bi vprašal, če bi pa, tako da odgovorim na to vprašanje, da ne bom okolišal. Z veseljem bi šel na srečanje Sveta Evrope, je so šefi evropskih držav, pa bi jim zastavil eno vprašanje vsem. Kakšen je vaš prispevek k razvoju evropske ideje? Kaj je vaše naredilo Evropi? Mislim, dajte mi odgovor. To že desetletja postavljam to vprašanje različnim ljudem, pa zelo težko narediti odgovor, ki bi me razveselil. Ampak to, kar se nas tiče, se meni zdi to ključno vprašanje. Ne to, kaj bo Evropa zdaj naredila za nas, kar je običajen diskurs tarnanja. Ampak kakšen je prispevek konkretno zdaj Slovenije k razvoju evropske ideje? Ker namreč mi smo tam, mi smo evropska ideja. To je tisto, kar dela žurnalizem potem zabaven. Greš to pogledati, da s tem, ko poskušaš razumeti svet, razumeš sebe in svoje mesto v njem in potem ima poklic nekakšen smisel. Ervin Hladnik Milharčič je med teden na Valu 202. Po toliko letih v novinarstvu se zdi, kot da ta žar še vedno je strast, ljubezen do novinarstva. Kako ohranjate to novinarsko kondicijo? Kako recimo, oziroma, a vam je v teh letih kdaj v teh letih prišel trenutek, ko ste rekli, čemu, zakaj to počnem? Ne vem, ko se stvari ne spremenijo ali pa ne spremenijo na način, kot bi si sami želeli, da bi se, ali pa kot bi si predstavljali, da je prav. A ste imeli kdaj to krizo, recimo?
Ma ne, nisem nagnjen k temu, veš, jaz sem z Nove Gorice doma, ne. Imamo Titota na Sabotinu, ne, in Mussolinija v mestnem svetu Stare Gorice, ne. In dokler je tako, je v redu, veš, dokler vemo, mi imamo to, oni imajo uno in mi smo pa nekje vmes, ne, definirali nas je druga svetovna vojna, ne. Tako da jaz tega, jaz se ne vprašujem, v čem je smislu tega, se mi zdi samoumevno. To, kar pa mene po konci drži samo radovednost. Ne? Veš, mislim, jaz tudi si ne znam pomagati. Ne? Mene tako zares sem radoveden. Tako neprijetno radoveden. V taknem nosu vsak. Ja, tako kot novinar mora biti. In vedno znova me preseneti na to, na kaj naletim in me tisto razveseli. Tako da, jaz mislim, da to, če hočeš v tem poslu, da ti je fajn, ne, se moraš čuditi svetu. To je prvo. Drugo je pa to, jaz nisem pameten, jaz sem priden. Ne. Jaz hodim okrog pa vprašujem. Ne. Jaz za pisalno mizo v redakciji ne naredim nič. Ne. Mislim, tako se ne znajdem. Ne. Mislim, če mi pa daš 20 minut časa, me lahko pošleš kamorkoli in nekaj ti mi prinesel. Ker me to pol res zanima. Ne. In veš, to je, včasih meni reče, si vojni dopisnik, veliko vraga, ni to. Meni, kar mi je všeč, je zavohati družbo, ki je zanimiva in o njej pisati. Če se ji pa zgodi vojna, pa ob njej pišem še naprej. Ne? Ampak to, kar je pri tem poslu zares atraktivnega, je ne to, s tem, da tarnejo nad zlatimi časi v preteklosti, to je posel za zgodovinarja. To znajo oni narediti. Ne? O prihodnosti, ne vem, so vedeževalci in gre super od rok. Ne? To, kar mislim, da je posel naš novinar, je ta, ne, ko zdaj pravijo, Evropa razpada. In imaš že analize neskončne tega, kako Evropa razpada in kako ne. Že Evropa je imela svoje zlate čase. Ne? No, meni si to fučka. Mene zanima, kaj nastaja. Ne? In preden dam etiketo gor, kaj je, grem pogledat in grem na najbolj čudne kraje. Veš, sem šel sem na, ko je bila 100-letnica prihoda fašizma na oblast, in šel Mussolinijo v grob v Predapijo. So prišli fašisti, pa sem jih vprašal, ampak so prišli tudi partizani. To je bilo prijetno presenečenje. Ne? In se je rekel, a prihaja fašizem. No, in pa mi je takrat kaj mi je kapano. Ja, super, to bi bilo pa fajn pisati. Da ja, fašizem, mogoče imajo prav ljudje, da je fašizem vedno tukaj. Ampak tukaj je tudi vedno antifašizem. Ne? V tej napetosti je fino pogledati, kaj se dogaja. Ne? In pa delaš relativno enostaven žurnalizem. In v resnici to dela zelo veliko ljudi, nisem osamljen. Ne? Jaz sem zanimiv samo zato, ker sem zdaj za 1 leto starejši od papi. Ja, Ervin Hladnik-Milharčič, za konec bom povzel nekaj mnenj poslušalcev, ki so glasovali za vas. Zaupanje vreden, brez dlake na jeziku, simbol tega, kar bi novinar moral biti, resnicoljuben, torej pokončen človek, vešč besede in vedno v zanimivem brezrokavniku, ki je taka zvezda kot on. Zdaj teh brezrokavnikov je malo več kot samo eden, ne? Ja. Ja? Ja, seveda. Ampak je pa to ena taka zaščitni znak, recimo prepoznavna podoba, ja? To je nekaj, kar jaz z velikim veseljem nosim. Veš zakaj? Tako imam veliko žepov. Ja, sej. Mislim, to je poklic, ki ga nosiš s sabo. Ne? Je pa res, veš, jaz zmeraj dam vse v žep, dam beležnico, snemalke, vsa ta čuda, ki jih rabi, zmeraj pozabim vzeti svičnik, pa si jih pol sposojam, pa pozabim vrniti. Ne? Ampak, veš kaj, takih, ko sem jaz, je okrog mene veliko. Jaz se srečujem veliko novinarjev, ki delajo to, kar delam jaz. Mislim, no, in jim zaupam, da prav delajo. Mislim, jaz ne vidim
neke, da poklicu gre slabo. Ne, se prav nasprotno zdi, da če tako zelo ozko pogledaš, bom že najdel, da je šlo vse hudično. Ne. Veš, otroci, mladi ljudje sploh ne znajo več govoriti vse čas, imajo telefone v rokah. Ne. Veš, ima kdo opazil, da imajo tudi stari ljudje vse čas telefone v rokah? Sem bil na Kitajskem, sem bil tam v nekem šaolinskem samostanu, kjer kung fu se učijo, mislim, bonzoti, veš, tega iščejo smisel življenja v višjih sferah. Pa en tam krščanske jezike, pa sem ga nekaj vprašal, so se nekako zmenila, ne, kaj da on počne. Pa sem mu pa rekel, a te moti, če naredim selfie. Ne? Pa sem vzel telefon, pa sem naredil selfie. In veš, kaj se je pa zgodilo? Bolje je rekel, a tebe moti, če jaz naredim enega. In je on vzel, izašli ste te oranžne obleke, to čopkom od zadnje, obrito glavo. Je vzel telefon in je naredil še on selfie. Vsi živimo v 21. stoletju. Ne? Nihče ne živi v nobenem drugem. Ne? In to stoletje je treba napisati, da je čas, da se ga napiše. Ker bomo pozabili, kako je bilo zanimivo živeti v tem času. Ne? Super sklepna beseda, Ervin Hladnik Milharčič. Spišimo oziroma povejmo, povzemimo tole stoletje. Hvala za pogovor, za izjemno delo, tekste, ki jih ne zmanjka, in tudi za navdih, pa seveda čestitke za naziv ime tedna. Zato so vas izbrali poslušalci Vala 202, predvsem za prejeto novinarsko nagrado za življenjsko delo in pa za nekaj malega zamude tudi vse najboljše. Najlepša hvala.